Lep pozdrav, moje ime je Jadranka Juras, letnica ni važna, rojstva, rojena in živeča v Ljubljani, po poklicu glasbenica, hobi glasba in seveda pravice živali, veganka od približno 2005, ne spomnim se točno. Moje prvo spogledovanje z vegetarijanstvom je bilo, mislim, da v 4. letniku srednje šole. Takrat sem bila z enim fantom, sva bila potem tudi dolga leta, še skupaj 6 let, in sva že malo razmišljala o tem, da svet pa mogoče ni tak, kakor se nama zdi, kakor nam skušajo prikazati, da je. On je tudi igral v enem punk bandu, tako da sem hodila tudi na Metelkovo, spoznavala take ljudi, ki so pač malo drugače razmišljali o življenju. In tam vem, da je bilo veliko govora tudi o vegetarijanstvu in sva se seveda skupaj odločila, da postaneva vegetarijanca. Samo to je bilo tako še malo po vojih, takrat nismo čisto točno vedeli, kako pa kaj. No, kasneje pa sem prenehala biti vegetarijanka, sem spet nazaj jedla tudi živalske izdelke. Potem je pa en dan, ko sem si želela spet nazaj v vegetarijanstvo, sem videla eno reklamo na National Geographic o tem, kako se uničuje amazonski pragozd, in v tistem trenutku sem rekla, ne, dosti, da sem postala veganka. Ja, pač takrat, ko sem jaz se spogledovala z vegetarijanstvom in veganstvom, moramo vedeti, da veganov sploh nisem poznala, niti so obstajali v mojem radarju. Sem imela pa to srečo, da sem študirala v Gradcu, kjer pa so obstajale trgovine, biotrgovine in tudi trgovine, ki so ponujale vegansko prehrano, kar v Sloveniji takrat še je bilo zelo po vojih, oziroma ni bilo skoraj. Tako da je ta prehod bil dobesedno čez noč, ker sem jaz dolgo časa to pacala v sebi, da nočem več jesti živali. In glih zato, ker sem bila pač v tujini, je bil ta prehod lažji. Je bilo pa tako, da ko sem šla potem v trgovino, v Spar, sem šele ugotovila, da pravzaprav skoraj ni izdelka, ki ne bi imel noter nekaj od živali. Tako da to je bilo zelo težko tudi tam najti. Pa seveda, jaz nisem postala veganka zato, ker bi se bala za lastno zdravje, ali bi se mi karkoli v življenju težkega zgodilo, meni osebno, ampak izključno zato, ker pač nisem našla več opravičila, zakaj bi zaradi moje prehrane nekdo bil zlorabljen, izkoriščen in na koncu ubit, ker ta moj odnos do živali je bil že od majhnega zelo tak bolj drugačen. Sem nosila domov živali in tako naprej, samo seveda nisem ozavestila, nisem povezala, da to, kar jem, pa so mrtve živali, trupla mrtve živali. Tako da, ko enkrat narediš klik, pač zelo težko greš nazaj, zelo težko se prepričaš v nasprotno. In tako z vsakim veganom, veganko, ki se pogovarjam, dejansko vsi so povedali, da je bilo to v momentu en klik, ki ti naredi povezavo, kar je ful zanimiv. To jaz verjamem, zato tudi danes razumem ljudi, ki tega klika še niso dosegli, da nisem več jezna na njih, ker dejansko se ti tako prav zabliska se ti v možganih, da potem kar naenkrat spregledaš in potem ti ni nič jasno, kako je možno, da cel svet, da ljudje tega ne vidijo in da kako je možno, da nekaj takega ljudje delajo. V bistvu se mi zdi, da so ljudje pri tem početju skoraj nezavestni, ko to delajo. Absolutno se da vplivati na ljudi, zato je tudi veganstvo v porastu. Na začetku nas je bilo res zelo, zelo malo. Danes je ogromno skupin, tudi društvo je Slovensko vegansko društvo, med mladimi je ogromno veganov in tudi med nemladimi. Tako da potrebno je pa veliko o tem govoriti. Včasih se o tem ni absolutno nič govorilo, seveda razumljivo. Zdaj pa je tudi dejstvo, da je to postalo tudi del mainstreama že, da je to tudi neka, očitajo, modna muha. Ja prav, pa ne bo modna muha, ker marsikdo bo iz te modne muhe ostal potem veganka celo svoje življenje. Tako da, ja, treba je, non-stop je treba o tem govoriti. Tu zdaj vidimo že reklame na televiziji, ki ponujajo vegansko hrano, kar je, to ni bilo šans, da bi včasih videlo. Tako da ta beseda veganstvo mora biti vsak dan prisotna, skozi, povsod. Tako kot so reklame o mesu, mleku, jajcih skozi prisotne, da ljudje pač čisto avtomatično posegajo, potem mora biti tudi veganstvo non-stop, povsod prisotno. Ne,
absolutno ne menim, da smo vegani in veganke agresivni. Lahko razumem, da ima človek, ko postane vegan, ko se mu ta iskrica vžge in poveže dejstva, da ima zelo veliko žalosti v sebi in seveda tudi jeze, ker soočati se s tako količino trpljenja, s tolikimi milijardami ubitih živih čutečih bitij letno za potrebe, ki za večino ljudi niso življenjskega pomena, ampak odločitev, s tem živeti in se počutiti nemočnega, s tem živeti je zelo, zelo težko. In tudi jaz sem na začetku zelo, zelo težko to sprocesirala, če sploh sem. Recimo 1 leto sem bila res čist popolnoma fertik. Tudi zvečer ob 8 sem ugasnila, nisem imela več volje živeti, čisto iskreno, bilo je zelo težko. Tudi ko sem začutila ves ta odpor strani ljudi, ko sem jim skušala dopovedati, seveda je pa tudi pri meni naraščal ta upor. Zdaj sem do te točke prišla, da sem, ne bom rekla pomirjena, ampak je veliko ljudi okoli mene, ki to isto počne, da govori o tem, tako da je lažje. Prej pa ni bilo, ne. Prej pa, ko si sam še s parimi kolegicami nosil to breme, ko so v bistvu te ljudje šikanirali, ko sem v bistvu tudi gledano, čisto karierno, zelo bila, kako bi rekla, zapostavljena in veliko sem pokasirala, je bilo pa zelo težko. Je pa res, da moram priznati, da slovenski mediji niso nikoli me ignorirali in so tudi vedno pisali o tem. Bolj so bili problem seveda potem organizatorji koncertov, privatne zadeve in tako naprej. To so bili tisti problematični trenutki. Tudi ljudje so me spraševali, zakaj si šla v X-Factor in tako naprej. Moj oče je takrat rekel, če boš šla v X-Factor, imej dober razlog, zakaj greš. Razlog seveda ni bil finančni, ker čeprav tega večina ljudi ne ve, ampak finančno stoječe v Sloveniji, tako če si medijsko prepoznaven, se ukvarjaš s temi stvarmi, od tega se ne moreš kaj dosti koristiti finančno, niti slučajno. In sem takrat rekla, ne, seveda ne grem zaradi denarja, ker sem vedela, da bo to kar naprej bojo forumi goreli. Ampak sem šla zato, da ljudje spoznajo nekoga, ki je vegan oziroma veganka in da vidijo, da smo čisto običajni ljudje in da ne hodim po Ljubljani z nožem za hrbtom in ljudem težim, da ne smejo mesa jesti. In tam se je zelo veliko obrnilo. V bistvu sem hotela izkoristiti to pozornost polletno, ki smo bili skozi na televiziji, zato da je šla tudi promocija veganstva čez to. Absolutno menim, da vsak starš vzgaja svojega otroka v skladu z lastnimi prepričanji in absolutno ne razumem, zakaj en veganka ne sme vzgajati otroka z lastnimi prepričanji in z dejstvi, ki so evidentna prav vsem, da si vsako živo čuteče bitje želi živeti svoje eno in edino življenje. In absolutno podpiram to in poznam kar nekaj veganskih otrok, ki so vegani od samega začetka, od spočetja, ker so starši vegani. In ne vem, kaj je narobe, bolj se vprašamo, kaj je narobe v tem, da otroci vse jedih veganov polnijo pediatrično kliniko in so bolni. Niso veganski otroci te, ki polnijo kapacitete. Bolj mislim, da je na mestu, da bi se mogli ljudje ukvarjati ne toliko z veganskimi otroki, kot s tem, da otroke zastrupljamo skozi zemljo, skozi zrak, skozi vodo, skozi sladke pijače, skozi kup ene hrane procesirane. Bolj naj se ljudje ukvarjajo s tem, kot z otroki staršev, ki so vegani. Ja, veganstvo mi je prineslo zelo veliko koristi v tem, da živim življenje tako, kot si ga jaz želim. To je najbolj pomembno, da je moja vest bistveno bolj čista oziroma se jaz boljš počutim kot človek, ker ne škodujem drugim. Zelo mi je odprl pogled tudi na izkoriščanje sočloveka, se pravi, da s časoma sem videla tudi, koliko veliko s svojimi navadami kot potrošnica škodujem drugim ljudem in tudi te stvari začela opuščati. V zdravstvenem smislu, prej sem bila recimo zelo bolehan otrok, pa astmatik, pa zelo slabo železo. Zdaj, ko sem postala veganka, so se te stvari zelo umirile, zelo redko zbolim, moram potrkati. Železo se je do neke mere znormaliziralo, čeprav gre tudi pod
najnižjo to, ampak zelo hitro lahko to tudi dvignem, kar prej je bilo, če si lahko povedal, gor mesa pa ni šlo. Treba je pa tudi poudariti, da živimo v obdobju, kjer je hrana zelo brezvredna postaja. Tudi zadnjič imam super intervju ene zdravnice, ki je rekla, v hrani je danes zelo malo hranil zaradi samega načina pridelovanja, izkoriščanja zemlje, zaradi zraka, zaradi vode. Tako da bi bilo hinavsko od mene reči, da ne jem tudi vitaminov in dodatkov. Zdi se mi, da bi morali vsi jesti B12, D-vitamin in potem tudi dodajati ostale stvari. Zato, ker če že ne kupujemo na kmetiji, ki so ekološke, ki imajo ekološko sadje, zelenjavo, je hrana zelo osiromašena, sploh to, kar kupujemo v supermarketih. Tako da to ni samo, da bi vegani mogli, pa veganke, ampak nasplošno celotna populacija zahodna sploh. Pri koroni bi bilo najbolj zaželeno, da bi se ljudje začeli spraševati, zakaj je prišlo do te bolezni, tako kot pri vseh ostalih, prašičja gripa, ptičja in tako naprej. Ker zdaj smo videli, da je to prišlo iz živali, skočili iz živali človeka, kar v naravi ne bi se tako pogosto zgodilo, en daljši proces bi mogel biti. Tako da tukaj se je za vprašati, kako je do tega prišlo, malo se je za vprašati, s to intenzivno živinorejo, z vsem tem, kar jemo in konzumiramo živali, si v bistvu kopljemo jamo. Mi vegani vemo, da zdaj pa mogoče čas, da vsi ti ljudje, ki se zdaj spopadajo s korono in vsem, kar nam še grozi v prihodnosti, se vprašajo, zakaj v resnici je do tega prišlo. Ko je bila prašičja gripa, se niso ljudje spraševali, mogoče bi bilo pa fajn prašičev ne več izkoriščati, pa zapirati v hangarje, pa jih brutalizirati. Ne, začeli so pobijati milijone in milijone prašičev, zato da ne bi bilo prašičje kuge. Začnimo se spraševati o izvorih in vzrokih. Nehimo sanirati posledice. Če bomo samo posledice sanirali, ne da bi se spraševali o vzrokih, bo zadeva vedno prisotna. In ne bomo nikoli dosegli nobene rešitve. Predvsem v prvi točki sigurno, da si sprememba, ki jo želiš videti. Ne moreš govoriti o veganstvu, če sam nisi vegan. To ne gre. Potem pa eni ljudje gremo naprej, smo šli v aktivizem, v osveščanje, govoriti o tem, kadarkoli smo imeli priložnost javno. Drugi ljudje pa lahko tudi tako naredijo, da delajo večerje, da vabijo svoj krog prijateljev, recimo mi da smo možno zdaj skozi. Vsako nedeljo imamo vegansko kosilo, delamo amaze hamburgerje in čisto vsi ljudje do zdaj dol padejo, da morajo verjeti, da je to veganski hamburger. In na tak način pa ljudem moraš tudi, v bistvu, ljudje čez želodec dojemajo tudi veliko stvari. Vse gre čez želodec, ne nazadnje. Hrana je zelo kompleksna zadeva. Hrana ni samo nekaj, kar vržeš v usta. Tukaj je povezana družina, prijatelji, vse se vrti okrog te hrane. In če ljudem serviraš to, da vidijo, da jim narediš sladice, pa rečejo, pa se je možno, pa se to je dobro. Problem je, da ljudje povezujejo vegansko hrano s tem, da je to neokusno, kar pa sploh ni res. Tako da sama osebno podpiram absolutno vse vegane in veganke, ki se bodisi odločijo za aktivizem, bodisi za to, da delajo veganske večerje, karkoli. Me pa absolutno najbolj moti in prizadene in užalosti, ko vegani začnejo proti veganom govoriti. Češ, to ni bilo v redu, zakaj pa ne to tako, to se ne dela ta akcija tako, zakaj to delate, a ni boljš tako. Če vegani se s čimorkoli, in to polagam na srce vsem vegankam in veganom, se ne strinjate z akcijami, dajte se med sabo pogovarjati. Že tako imamo ogromno ljudi okrog sebe, ki bi nas utopili v žlici vode, pa ne rabimo še pomagati tem ljudem. Pokličimo se, dobimo se na sestankih, pa se pogovorimo. Bodimo enotni, ker samo tako bomo lahko kaj za živali naredili, ker vsi mi si želimo osvoboditi živali. Kako bomo pa do tega prišli? Na različne načine, ampak dajmo delovati vsaj v javnosti usklajeno. Hvala. Meni se zdijo vse vrste aktivizma učinkoviti. Je pa res, da se bi v velikem loku izognila aktivizma, kjer se spodbuja nasilje oziroma se poslužujemo nasilnih
nasilnih pristopov, se pravi, da komorkoli škodujemo. Želimo ljudi opozarjati na to, da ne škodujejo živalim, torej prosim, da tudi ne škodujemo ljudem. Ampak če ti posnameš živali v nekem bednem stanju, v hlevu, s tem nisi nikomur škodoval. Ko so ljudje govorili, ja, ste udarili na privat posest in tako naprej. Lepo vas prosim, dajte ločiti lastnino, kamen, hlev od živih čutečih bitij, ki so tam zaprte v temi in na verigah in živijo v lastnih iztrebkih. In mi vegani živali ne prepoznamo in jim ne dajemo status lastnine. Tako da je treba to ločiti. Krave za nas niso lastnina, so osebnosti, so individualna bitja s svojimi lastnimi interesi. Tako da takrat, ko je bila ta cela frka okrog tega, ko so šli v hlev posneti te živali, noben ni bil oškodovan za nič. Oškodovane so tiste živali na verigah tam noter. In na to je treba opozarjati. Problem je ta, in zdaj se mi zdi, kako govorijo, zdaj po koroni bo to novo normalno, da kao posameznik nima nobenega vpliva na ta svet. Kdo je delal revolucije, kdo je delal spremembe? Posameznik je začel in potem so mu začeli slediti drugi ljudje. Meni se smilijo ljudje, ki mislijo, da kot posameznik nimaš nobenega vpliva v svetu. Vsi ga imamo, vsi smo točki, ki sestavljamo potem vse to. In ko ena domina pade, začnejo tudi druge domine padati. Tako da, če postaneš vegan, ali pa če rečeš, ja, sej, če si vegan, sej nič ne moreš, seveda, da lahko. Sej tudi ti, ki nisi vegan, izjemno veliko pripomoreš k temu, da svet je, kakršen je, oziroma si del tega. Vsak s svojim načinom življenja vpliva na to, da kreira, kakšna je realnost. In jaz pač kreiram svojo realnost drugače. Dragi gledalci, drage gledalke, jaz vas vse lepo pozdravljam in nagovarjam k temu, da se dnevno sprašujete o samoumevnih stvarih in da skušate biti del rešitve in ne del problema. Del rešitve pa zagotovo predstavlja to, da postanete vegani oziroma veganke. Čas je, da začnemo jesti sezonsko, lokalno, da podpiramo ekološke kmetije, pa da razumemo, da prehranjevanje z mesom, jajci, mlečnimi izdelki, da to prehranjevanje za nas ni življenjskega pomena in da absolutno ni nobenega razloga, da bi nekje živali izkoriščali in zlorabljali in ubili. Tudi če je ne vem kakšna humana vzreja, so živali na pašnikih in tako naprej, še zmeraj jih imamo, so naši sužnji. Tako da pejmo stran od tega. Ni razloga, zakaj bi to naprej spodbujali. Včasih so ljudje tako živeli, zato ker niso vedeli, kako drugače. Danes imamo vse informacije in tudi alternativo, da je lahko drugače. Tako kot sem že prej rekla, biti ignorantski, biti neveden je danes odločitev.